Dokler ne damo pozornosti na svoje zdravje, ne bomo nikoli resnično zdravi. Živijo, Miha tukaj iz Black Raven Solutions. Potovanje junakinje in junaka. Nov vlog, danes o pozornosti. Naša pozornost je vse prej drugje, kot tam, kjer bi morala biti. Pozorni smo na to, kako se drugi počutijo, kaj drugi govorijo, kaj se dogaja v medijih, kaj se dogaja v državi, kaj se dogaja po svetu, kaj se dogaja v Hongkongu, kaj se dogaja kjerkoli že. Edino pozorni smo na tisti prostor in na tisto osebo, ki je najbolj pomembna. To smo mi sami. In o čem tukaj govorim? Nismo pozorni na to, kaj mislimo, nismo pozorni na to, kaj izrečemo, nismo pozorni na to, kaj čutimo v telesu. Skratka, naša pozornost je tam, kjer ne sme biti. Kajti, če nase nismo pozorni, če sebe ne poznamo, potem tudi ne poznamo nobenega drugega. In prav vsak nam lahko prodaja svoje bučke. Za velike denarje nam obljublja to, da nas bo naučil, kaj naj mislimo, kaj naj živimo, kaj rabimo kupiti za eno stvar, da bomo srečni, da bomo zadovoljni, da bomo izpolnjeni in tako naprej. Tako, veliko balasta za, bom rekel, naše življenje, našo energijo. Ker dokler pozornosti nimamo na sebi, z velikim pogledom na to, kaj naše besede ustvarjajo, kaj naše dejanja povzročajo tudi pri drugih, in spet z velikim razmislekom in pozornosti na temo, ali smo res mi odgovorni za to, kako se drug počuti, ali je kdo samo preveč občutljiv in je reagiral na določen način, ker ima take vzorce pri sebi, ali pa so to res tista naša dejanja in tiste naše besede, ki so zasejale neko prepričanje, nek odziv in neko čustveno reakcijo pri nekem posamezniku. Dokler ne damo pozornosti na svoje zdravje, ne bomo nikoli resnično zdravi. Kajti vedno bomo mislili, da je zdravje nekaj, kar ni odvisno od nas, ampak je odvisno pač od marsičesa drugega. Pozornost bomo dajali zunanjim stvarem, novemu 120-inčnemu televizorju, novim Littenfeldnam, novi oblekci, novi šminkici. Ne bomo dali pa pozornosti na to, kakšno hrano v resnici vnašamo v svoje telo. Kaj ta hrana v našem telesu povzroča? Ker večina ljudi danes sploh ne je zavestno. Pa ne govorim o tem, da jejo medtem, ko vozijo, da jejo na šihtu, da jejo medtem, ko gledajo YouTube, Netflix in tako naprej. Ne, tudi takrat, kadar jejo v miru, ne dajo nobene pozornosti na hrano, ne dajo pozornost na žvečenje, pravi žvečimo zelo površno, gotamo cele kose hrane, ki so neprebavljeni, v ustih so namreč prebavljeni encimi, ki ne samo, da prebavljajo sladkorje, tako kot so nas učili, prebavlja se še marsikaj drugega. Začne se tudi prebava lipidov in tako naprej. To so pokazale šele študije zadnje nekaj 10 let. V našem šolskem sistemu pa se itak učimo stvari, ki so stare 20, 30, 40, 50 let, ne pa v sozvočju s tem, kar je zdaj. Torej, pozornost na sebe, pozornost na svoje telo, na svoje misli, na svoje občutke. Čim bomo to pozornost zavestno izbrali in se odločili, da bomo to počeli vsak dan, brez izjeme, 24/7, 365 dni na leto, takrat se nam bo spremenil naš pogled na svet, naše življenje in predvsem naš odnos do sebe. In postal bo veliko bolj takšen, kakršen je narava ali pa Bog ali kakorkoli hočete temu reči, namenila, da mi v resnici smo. Torej, lepo se imejte, uživajte in bodite bolj pozorni sami nase. Tamle kliknite subscribe, frcnite zvonček za notifikacije,
delite tale video direktno z YouTube, tako nas boste najbolj podprli, ali pa nas podprite na Patreonu. Link je od spodaj v videu in to je to, lepo se imejte, uživajte.